Čas vas pa jaz lepo pozdravljam. Hvala, da ste prišli. Hvala Bernardu, predvsem tudi, da si prišel. Brez tebe bi težko izvedel to zadevo, ampak vsekakor rečemo, nekako zamišljanje bilo. Z Bernardom so se pravzaprav večkrat pogovarjali zdaj v zadnjih parih mesecih okoli tega. Malo je spodbudila ta knjigica, ki smo nekako po spominih na tiste čase, ko smo se s skupinsko dinamiko ukvarjali in tako napisal, pa ki je pravzaprav na nek način tudi bi lahko Bernarda komot navedel kot soavtorja, ker je vsaj pol, če ne še več noter tega, kar sem od Bernarda slišal, če pogledamo pa vsaj 3/4, če ne še več, pa tega, ker smo skupaj se pogovarjali tudi z mnogimi, ki ste zdaj danes tukaj navzoči. Tako da rečemo, nekako, ampak je pa tako, da smo, da bi to priložnost malo tako, da bi jo uporabili tudi zato, da se spomnimo nekega obdobja, nekega polja, ki smo ga skupaj ustvarjali in ker je bil Bernard nekje ta ključna oseba, človek, okoli katerega so se stvari vrtele in okoli tega se je tudi to polje ustvarjalo. Stvar smo nekako tako zastavili, da bi na začetku nas ene par povedali nekaj tako v smislu govora. Pol po pauzi bi pa Bernard imel se ozrl na vse to, pa bi dal tebi besedo in potem rečemo, nekako tako sem si zamišljal, ne vem, bo uspel, da bi tudi pol nekako imeli neke reminiscence po generacijah. Najprej vsi Bernardovi vrstniki, ki ste delali tukaj na šoli in vas je zelo lepo videti. Pol rečemo, nekateri, ki smo malo mlajši, pa pol nekateri, ki so še malo mlajši, pa mogoče pol še na koncu še kdo, ki je pa zelo mlad. Bernard, najprej vse najboljše čestitke, velika hvala in veliko spoštovanje za vse, kar si naredil in hvala, da si in lepo, da imaš v tem času 85 let, ker mislim, da na nek način je možno ta čas povezati z našim časom, ki je bil najboljši med vsemi časi in smo mi bili najboljši. In rekel si, da bi reminiscence na tisto, kar smo skupaj gradili, ampak res mislim, da se lahko povežemo tudi s tem, kar se danes dogaja. Zdaj sem razmišljala, še napisala sem si nekaj. Pravzaprav pri vsaki inovaciji, torej jaz sem z Bernardom sodelovala praktično vse življenje, ampak najbolj intenzivno sem sodelovala v akcijsko-raziskovalnem projektu prostovoljno, torej pomoč prostovoljcev, laična pomoč otrokom z duševnimi težavami, motnjami v vedenju. Tu nas je bilo več, Blaž je bilo, več nas je bilo. In zdaj to je bil en inovativni projekt in seveda pri vsaki inovaciji se združijo ljudje in vsak ima, torej združuje jih nek skupni imenovalec, nek skupni interes. Naš skupni interes je bil tudi pokazati, da obstaja ne samo medicinski model, ampak tudi socialni model pomoči, da je možno aktivirati veliko virov pomoči med ljudmi, da je zelo pomembno, kaj se dogaja v teh medosebnih odnosih, ne samo zgolj v družinskem krogu. Seveda vsak od teh udeležencev ali deležnikov, kot se danes reče, ima pa tudi neke svoje osebne interese. Recimo, mene je poleg tega skupnega imenovalca, mene je zelo zanimalo to, kako pomagati večjemu številu otrok. Namreč, že sem otroška psihiatrinja po
poklicu in vedno me je morilo to, da pravzaprav pomagamo tako majhnemu, statistično nepomembnemu številu otrok. Še danes velja, da ima samo 20 do 30% otrok imajo neke težave, dobi ustrezno strokovno pomoč v bogatem svetu. Da v tem svetu, v katerem sem pa jaz zadnjih 20 let delala, niti ne govorim. No, in me je zanimalo, kako se da aktivirati, kaj se da narediti, da bi iz teh normalnih življenjskih okolij, ne iz strokovnih institucij, otroci dobivali neko pomoč. To je bil moj, kako bi rekla, podinteres. In moram reči, da sem res hvaležna vsem, ki smo skupaj delali, predvsem pa Bernardu, ker je bilo treba kar dosti poguma za to, dosti korajže, dosti energije, dosti vztrajnosti. Tudi časi niso bili najbolj naklonjeni temu. Namreč bili smo v socializmu, da se razumemo, jaz sem za socializem prva, ampak je bil tak čas, da je nekako veljalo, da naj ne bi te nevladne organizacije ali pa neke posebne strukture, nekaj posebnega delali ali pa delovali, ker na koncu koncev smo imeli in Zvezo prijateljev mladine, pa Zvezo mladine, pa Zvezo, socialistično zvezo, skratka, kup nekih struktur je bilo, v katerih smo res vsi prostovoljno delali, ne? In je bilo kar malo tako distance do tega, da bi se pa nekaj zdaj novega kreiralo, kar bi delalo kot protiutež institucijam ali pa včasih tudi malo različno od institucij ali pa celo malo ogroževalo institucije in njihovo mentaliteto in način delovanja. No in srečo pa smo imeli, da je Inštitut za sociologijo vodil Stane Saksida, ki je bil izredno liberalen in zelo širokega dometa in moram povedati, da je pravzaprav to na tiho in na skrivaj zelo podpirala Lidija Šentjurc. Jaz sem šla k njej, razložila, zdaj nisem prej poznala in sem razložila, zakaj gre in je ona pravzaprav to na političnem nivoju. Takrat je bilo tudi važno, da imaš politično podporo za neke reči. No in tako se je zgodila ta terapevtska kolonija Rakitnik in mislim, da je res bila zelo važna inovacija in se nekako usidrala v takratni prostor. Zdaj, prosim te, ustavi me, ko bo preveč. Kaj pravijo, da moraš Da moram, dobro. Ampak ustavi me, če preveč. Ampak čisto na kratko, a veste, zdi se mi, da je dobro, da postavimo to tudi v neki zgodovinski kontekst. To, komur pripisujemo krivdo za duševne motnje, se zelo spreminja skozi zgodovino. Najprej so bile čarovnice, potem je bilo vse na biologiji, kar je doseglo seveda svoj višek v nacizmu, kjer so uničevali tiste, ki so imeli slabe gene, tudi otroke hiperaktivne, hiperkinetične otroke so pobijali nacisti. Potem je kot reakcija na te biološke usmeritve se že takrat pojavile neke nove smeri, ne vem, od Freuda, Junga in tako naprej, ampak zlasti v povojnem času, po drugi svetovni vojni, se je kot nek revolt zoper to biologizacijo vseh težav, vse premaknilo na okolje in smo na biologijo čisto pozabili. Nerodnost pri tem je bila, vsaj za mene, ta, da to okolje je bila predvsem družina. Vse je bila samo družina. In tako kot je zapisala Stella Chess, je bila ena slavna pediatrinja ameriška, da je v Ameriki veljalo, če veš, kdo je Johnova mama, veš, kakšne simptome ima John, in če veš, kakšne simptome ima John, točno veš, kakšna je Johnova mama. To so bile te linearne usmeritve, enoznačne, in pri tem smo obstali. Vse so bili Horni, Fromm, pa drugi, ki so opozarjali še na skupine, na širši socialni kontekst. Ampak v prakso to ni prišlo, to je ostalo bolj na ravni ideologiji, filozofiji. No in zdaj ta terapevtska kolonija v bistvu je bil en tak poskus, ene prakse, na nek način izstopiti iz medicinskega modela in vstopiti v socialni model. Zdaj, zato sem rekla, da je to v današnjem času je fino, da ima zdaj Bernard 85 let, ker pravzaprav danes je tudi vse več slišati ponovno, veste, stvari prihajajo v valovih, ne. Ponovno je slišati o tem, da bi bilo treba iskati druge modele in se tudi obstajajo neki eksperimenti, da bi se ta praksa duševnega zdravja, kot jo izvajamo, da bi se spremenila, da bi nekaj spremenili.
Ker jaz mislim, da to vzdržati ne more. Ker ne bomo nikoli razmnožili toliko psihologov in psihiatrov, da bi zdravili ljudi. Ne bojo psihologi in psihiatri reševali družbo pred čustvenimi stiskami in duševnimi motnjami. Namreč družba je tudi tista, ki pravzaprav ne samo producira s pritiski duševne motnje, ampak to se mi zdi strašno pomembno. Družba se s svojimi standardi določa, kdo ni ustrezen in ga premakne v skupino otrok s posebnimi potrebami, z razvojnimi zaostanki, med duševno motene in seveda teh je vse več. Če pogledate število otrok z razvojnimi motnjami, to narašča takole krivulja. Pa ne rodi se vsako leto vse več otrok, ki niso čisto prisebni, da rečem tako, v možganjih. Ampak preprosto vse bolj togi so sistemi, vse bolj zahtevni, tisti, ki ne morejo zadostiti, so porinjeni med duševno motene ali razvojno motene ali kakorkoli in seveda imajo tudi od tega korist. Mislim, je na nek način to v nekem smislu etično vedenje, ker s tem družba zagotovi tem ljudem tudi neko pomoč, tudi neke olajšave od otrok, recimo, ki jim zagotovijo olajšave dalje. No, kakorkoli. Torej, hočem povedati, da zdaj smo spet v tem času, ko se sprašujemo, kaj lahko na ravni neke družbene, torej na družbeni ravni naredimo. In nekako se človek spet spominja tistih različnih eksperimentov, ki so bili je bila Iličeva šola, ni bil Ilič, ki je imel šolo, pa kup psihiatrov, ki so izvajali neke inovativne pristope, ampak ti se niso prodrli v ta mainstream. Mainstream je ostal klasičen, medicinski model je še vedno ostal, kljub vsem inovacijam, ampak te inovacije se praviloma pričnejo v marginalnih skupinah. Levin je začel svojo skupinsko terapijo v zaporih, z zaporniki. Ne vem, kup reči se recimo izdelam na vojnih področjih, kup novih reči se je začelo na vojnih področjih, pa z begunci. In potem te reči počasi prodirajo, ampak zelo, zelo malo prodrejo v ta mainstream, v ta glavni tok, uradni tok stroke in se pravzaprav stroka presneto počasi premika kam iz tega svojega klasičnega modela. Je pa res v sedanjem času, se mi zdi, da je vse več teh glasov in zahtev in opozoril na to, da je treba v tej zgodbi nekaj spremeniti. In glede tega, koga vidimo kot rešitelja ali odrešenika, in glede tega, koga opredelimo kot bolnika, in glede tega, kako pomagati ljudem v stiski. No in Bernard, mislim, da z različnimi dejavnostmi, jaz sem pač govorila o tej raketniški koloniji, ker tu sva bila najbolj intenzivno povezana, ampak vrsta tvojih dejavnosti pravzaprav gre v tej smeri in hvala ti. Hvala, Anica. Mislim, da je to zelo ustrezen začetek današnjega druženja. Zdaj bi pa povabil neko mlajšo generacijo, Leo, ki je bila dolgo časa Bernardova sodelavka in tudi še vedno predstojnica katedre, na kateri je Bernard delal. Sploh nisi povedal. Čez 5 minut moram biti v razredu. Se pravi, čujem. Bernard, tebe sem spoznala leta 1993, mislim, da tik pred poletjem, ko sem se ozirala, kje bi na fakulteti dobila kakšno službo in sta se Gabi pa moj oče v liftu peljala in je Gabi rekla, kaj pa kaj Lea, pa nismo se zelo poznali, smo se bolj pozdravljali spoštljivo in oče je rekel, službo išče na filozofski, so me že 1 leto vlekli, se morala vsake 14 dni poklicati, če je kakšna možnost in Gabi je rekla, pa naj k nam pride. In pol si ti, Gabi, nekako uredila, da me je Bernard sprejel, si pomislila, da bi mogoče bila jaz za Bernarda lahko ali raziskovalka ali asistentka. Ne vem, če se še spomniš, na Šaranovičevi sva se dobila in si me kar spravil v zadrego, ker je tvoje prvo vprašanje bilo, no, kaj pa kaj vse znate? Dajte se mi malo pohvaliti, nekaj v tem duhu in meni je bilo groza.
se tako hvaliti, tako da to mi je zelo ostalo v spominu, pa so pa imela en tak prijeten pogovor, na kar si se pa ti odločila, Gabi, zakaj pa ne bi jaz imela enkrat asistentke zase. Tako je nekako to šlo. Meni je zelo pomembno, bil si skupaj z Miranom, moj prvi učitelj sistemske psihoterapije. Nepozabna so mi leta, ko smo se ob torkih zvečer dobivali na naših izobraževalnih srečanjih. Potem, kako smo skupaj gradili, kako smo prinesli v študijski program te kibernetske vsebine. Tako da to so take meni zelo pomembne stvari. Vedno sem cenila, imam tvoj doktorat, ne vem, če sploh veš, imam še tvoj doktorat, ki si mi ga dal najbrž na posodo, ampak je pri meni na varnem. In ko sem zdaj pred leti prevzela tudi skupinsko dinamiko predmet, sem se tudi učila od tvoje knjige. Tako da mi smo bili en tim, paralelno smo gradili tudi pač sistemske pristope, pomoči, podpore in pomoči. Zame si ti tako pripovedovalec zgodb, to mi zelo ostaja, tudi kadar sem študente kaj spraševala, mislim, da si bil v tem najmočnejši ali pa da je bil to en tak tvoj izviren način, kako si ti predajal svoja znanja skozi zgodbe, kjer mislim, da nisem bila edina s to izkušnjo, tudi študentke so mi pravile, pa študenti, da dostikrat sredi tvojega pripovedovanja so se sprašvali, kakšno ima to zvezo s tistim, o čemer smo se najprej pogovarjali, tako da si znal voditi zgodbe in potem na koncu se jim je pa vse sestavilo. Tako da en tak neka taka posebnost tvoja. Želela bi si, da bi več napisal, ker za človeka, ki zna tako govoriti, pripovedovati, se mi zdi, da si ustvarjen za to, da pišeš in si želim, da bi kaj napisal še. Glede na to, kako si vitalen, mislim, da to lahko pričakujem. Tako da hvala ti za vse. V knjigici smo ti napisali v voščilu za vse, kar si naredil, za razvoj socialnega dela in sistemskih pristopov podpore in pomoči v Sloveniji, na naši fakulteti, pa tudi, da si našo katedro na ta način kako dvignil na en nivo kakovosti. Tako da ti najlepša hvala. Io program za teboj simfonija Marturka. Jaz bi bil rad na nebu, jaz bi bil rad na nebu. In to the Shanda, in to the Shanda. Živi da bi skupa, da bi skupa. Ili seksi grupa, grupa koju tražim ja, grupa koju tražim ja, grupa koju tražim ja, grupa koju tražim ja, grupa koju tražim ja. Dej, Atončke. Prehajajte se. Prehajajmo se. Atončke. A kdo ne ve, kaj je to? Ja. A veš, to je tako, da se ne bo Sprehajajte se. Ja. 10 Atom. 10 Atom. 98. Bravo, Sami.
Ja, takole je. Zdaj imamo izlet tlele na Savo. Prišli smo peši z most. Zdaj bomo poskušali en ogenj zakuriti. No, kot vidite, vreme je kilavo, vendar zgleda, da počasi se bo razživel. Zdaj mi običajno poigramo se kakšne take skupinske igre, ker ljudi potegne, se greje se, tako da počasi vzdušje po mojem bo boljše, kot je pa zdaj kaže. Ja, tale ogenj, se to smo že dostkrat kurali, zdaj ni bil tak problem ne v temle. Čeprav je bil cel mokro, ampak ene par trikov je bilo treba porabiti starih taborniških, pa gre ne. Eni tudi ne verjamejo, da se da, ne, ampak kot vidimo se da zakuriti tudi v takem. Ja, tudi v snegu se da pa. V vsaki situaciji v bistvu se lahko zakuri ogenj. Ja, če se zna, ne. Taborniki to znamo, ne. Saj nekateri. Želimo poskusiti postaviti piramido. Zdaj to zmerom ne uspe prav dobro. Če se bomo prevrnili, bo pa hec. 5 močnih fantov za temelje. Ne, pa se pa počasi prijemamo. Dej, Martina. Ej, kje še kakšna? Roko. Jaz imam še roko prosto. Ne križa. Jaz imam roke prosto. No, zdajle bomo pa poskusili narediti gvordijski vozel. To je ena neke vrste skupinska igra. Najprej se roke močno prepletejo, potem pa se poskuša roke razplesti in narediti krog. Zdaj pa začnemo razpletati. Pizda, kaj je tole? Ti najprej gre lahko. Barbara, sredino. Ne strano. Kaj si nož predstavljal? No, pa še tako. Še nekaj zgrebe. Čak, zdaj pa lahko jaz potegnem tega ven. Au. Ja, pet noter. Grem pa lahko kam. Peti sem. Kam pa jaz? A ti tudi? Ti pa tudi. Čakaj. Mi smo poseben krok. Ja, mi pa gledaj tudi poseben, veš. Tam v sredi sem zapoznal. Mogoče bo usmica nastala. Ja, more priti. Čakaj, zdaj grem pa, a bi še jaz skos? Ja. Jo, mene noter. Dol pojte. Zdaj pa še gabi. Dol Že jaz grem noter, ej. Usmica je. Smica je. Redo je. Marta pa Masolo. Ja, no, zdaj ste videli nekaj naših iger, videli ste tole vzdušje, ki je tule nastalo, vendar ob tem človek nekako ne pomisli, kakšen smisel je zdaj vsega tega. Zdaj, jaz mislim, globlji smisel tega dogajanja je v tem, da v današnji družbi zija ena vrzel med družino kot enim bistvenim socializatorjem in šolo na drugi strani. V šoli disciplina, v družini družinsko vzdušje. No, tisto dogajanje med vrstniki pa ostaja nekako prepuščeno, bi rekel, stihiji oziroma spontanosti.
Ja, zgodovina tega našega dela na Višji šoli za socialne delavce pravzaprav sega že daleč nazaj. Leta 1975 je pravzaprav se to začel nekako na inicijativo študentov. Ena skupina študentov je hotela izvesti ene vrste projekt neavtoritarne oziroma antiavtoritarne vzgoje. No zdaj, zakaj se gre? Mi smo med tem časom že kar precej enih izkušenj zbrali in moram reči, da marsikaj danes razumemo bolje pa drugače, kot smo razumeli takrat. No, prva naša ideja je bila ta, omogočiti otrokom, ki jih sicer recimo šola in druge organizacije izrivajo na rob, eno možnost, da nekje preživijo počitnice ravno tako kot drugi. Potem omogočiti tem otrokom s težavami, da pridejo v neko organizacijo, da se vključijo enakopravno, tako kot drugi. Seveda, to pa niso tako preproste stvari, kot si človek morda misli. Namreč otrok s težavami je dostikrat tudi težek otrok. No, mi smo do zdaj to izvajali sporedno nekako stalno tudi raziskovalne projekte. Imamo nekaj poročil napisanih, sicer širša javnost morda ni toliko seznanjena, kakor bi bilo mogoče koristno, vendar tule, a ne lahko rečem, ne gre se nam samo za to, da se ti otroci dobro imajo, da jim je omogočeno eno organizirano delovanje, gre se hkrati tudi za nekaj druga. Mi z našim raziskovalnim delom ugotavljamo, kakšni principi dela in organizacije bi bili sploh možni za to, oziroma s kakšnimi principi dela in organizacije bi bilo možno mlade ljudi bolj demokratično obravnavati in voditi. To bi verjetno lahko prej ali slej bila ta spoznanja uporabna tudi v šoli, a ne samo v ustanovah, bi rekel, kliničnega tipa. In pa smo rekli, da bomo naredili ta vodniški tečaj. Prvo je bilo dosti težko, ker vsi skupaj nismo čisto resno delali, zakaj se gre. Pa smo pa rekli, da bomo to naredili pa konc. In smo rekli, da bo Igor vodja, da bo on tudi približno usklajeval program, kompletne predavanja in te vikende, kot smo jih naslovili izven Ljubljane. Ja, meni se zadnjič konec dela, ko sem imel tole predavanje pri vas, se mi tako nekako zgodilo. Jaz sem zdaj na uro nekaj pripravil, potem pa Nataša mi padla v besedo, rekla je, Bernard, to je preveč v luft. Ko si ga dal v tabor, kako se iz črnca spremeniti v belca. Torej, jaz sem ti članek prebrala, sem tudi z Žerico malo o tem se pogovorila. In pa je bilo tako, da meni se je že članek zdaj tako dosti težek za enega vodnika, ki je že vodnik, ki je že bil taborovodja, nikar za vodnika, ki šele postajajo zares vodniki. In je res tako, da se je to ponavlja. Mlademu vodniku, ne rečem zelenemu vodniku, se skozi govori neke visoko leteče misli, nič realnega, nič res uprejemljivega. Zato morate pa vi poskrbeti, Zato ni dobro, da bi sami mulci tam, zdaj tovarši pa prihajajo predavati, ker se bo pa tako zgodilo, da tovarši bojo odpredavali, mulci bodo pa tih. Ja, zato smo rekli, da je bila razlika teh vodniških tečajev, kolikor je bilo tudi na načetni, recimo, ko se pogovarjamo o tem delu z vodom, da bi gledal bolj praktične pojme o tem. Da tisto, kar se zares. Zares tako,
Ok, a bi zdaj še kaj rekel o tele vaši četi ali vodu? A v svetovalni center? Ja, svetovalni center, pa bi zdaj kaj razložila kot takle prostovoljni sodelavci. Ja, veš kaj, jaz bi rada povedala samo to, ne, kar se je letos na taboru nekako najbolj pokazalo čez to tretjo izmeno, ne. Da se je ustvarila en tak razgovor oziroma pogovor med temi otroci tistih revnih staršev, pa med tistih otroci iz majčkeno bogatejših družin, ne. Da smo prav fino dobili en tak kontakt, da so se tiste razlike kar dosti zmanjšale, oziroma zmanjšale, da smo se lahko o njih fino pogovarjali. Da se eni in drugi otroci lahko nekje tudi... Da se lahko v nekem prostoru tudi skupaj dobijo, pa skupaj igrajo, pa majčkeno pozabijo na tiste svoje razlike. Po taboru pa letos nadaljujemo tako, da smo zvestno štartali z 2 skupinama. Eno so fantje, drugo so punce, no in to se meni zdi že kar lep uspeh, če se spomnite, smo svetovalni centri začel sodelovati s Črnim mravom pred 4 leti. Takrat sem pravzaprav jaz sama prvič prišla na taborenje, zdaj pa sta gor že 2 voda. Ne? In kaj se meni tukaj zelo pomembno zdi, je to, da v bistvu je odred toliko odprt, da sprejema te otroke, ki imajo kakšne težave. Ne? Mogoče vi niti ne veste, ampak ti otroci, ki drugje v bistvu nimajo ali pa imajo zelo malo možnost, da se vključijo. Ker jih navadno se jim dogaja pol, da jih ali hitro kakšne kolonije recimo domov pošibajo, zato ko so tam neprilagodljivi, ne? Ali jih starši ne morejo sploh ne poslati, kaj se jim z različnih razlogov, mogoče nimajo dosti sredstev, ne? No, tukaj pa, kot vidite, se tile otroci kar vključijo, seveda pa pol tudi jim mi pri tem pomagamo, ne, zato se tudi... Pa tudi problemi rastajo, ne? Tudi ja. To je fascinantno, kar smo videli, če se spomnimo, da je to bilo leta 1982. In res tudi tvoje pripovedovanje, Bernard, je res fascinantno. Obenem se mi pa zdi, sem dobila vtis, da imam kar 2 mikrofona, ne vem, če to glih. Da je v bistvu tudi tragično, če pomislimo, kako malo se je zgodilo od leta 1982 do zdaj, če imamo v fokusu otroke z ovirami, revne otroke, otroke, ki jih še vedno pošiljajo iz taborov domov ali pa ki jih ne vzamejo. Ne? In koliko smo šol zgradili v tem času, koliko inštitutov, koliko psihoterapevtskih praks in tako naprej, pa kljub vsemu je stvar več kot tragična in mogoče ni niti takega tabora, kot je bil leta 1982. Tako da res delo si v tistih časih res izjemno delo in to se je seveda poznalo tudi na šoli in kasnejši fakulteti. Spomnim se tudi, da sem prvič od tebe, no, pa tudi od Vitota slišala za Makarenka in da bi tudi Makarenko takrat v vaših mislih zelo se izdel, da je to tudi nekaj, kar je bil en model, kako povezati otroke iz različnih socialnih okolij, pa tudi otroke, ki, tako kot si rekel, so bili odrinjeni na rob. Jaz sem hotela se bolj posvetiti vprašanju šole, izobraževanja za socialno delo. Bernard je prišel na šolo leta 1966. In v prvem delu, ko smo začeli raziskovati zgodovino socialnega dela, sva imela nekaj pogovorov, ki jih bova še nadaljevala, pa sva jih tudi vmes. Tako da ta zgodovina še ni, zgodovina je vedno v bistvu večno nadaljevanje, nikoli ni res napisana. Ena od stvari, ki me je takrat zanimala, je bila, kako to, da smo sploh dobili šolo za socialne delavce. To pomeni, Bernard je prišel 11 let potem, ko je šola nastala. To pomeni zelo zgodaj. In moje vprašanje takrat je bilo,
kako to, da je jugoslovanska oblast kot prva in kot edina socialistična oblast dovolila socialno delo. In namreč takrat so bile druge šole za socialno delo po državah vzhodne Evrope zaprte, tiste, ki so se že pred drugo svetovno vojno odpirale in to je bilo recimo eno od vprašanj, o katerem sva se z Bernardom pogovarjala. In Bernard je menil, da je bila velika spodbuda, da se je šola začela v Sloveniji, to, da je Zagreb že imel šolo. In jaz mislim, da ker zgodovino v bistvu se pišemo nekako vedno tako, da uporabljamo oralne pripovedovanja in spomine in potem, ker so spomini velikokrat tudi vrljivi, gledamo tudi arhive. In takrat, ko imamo to dvoje skupaj in še kakšne druge dokumente, lahko rečemo, da je stvar kolikor toliko verodostojna. In dejansko, ko zdaj v zadnjem obdobju, ko se spet vračamo nazaj na raziskovanje zgodovine, vidimo, da je v Zagrebu bilo res vzdušje zelo drugačno kot v Sloveniji. In recimo Bernard je rekel, ni Karko rekla, zakaj pa, če imajo Zagrebčani šolo, zakaj pa jo ne bi imeli še pri nas. Vida Tomšič je rekla ne, Slovenci naj hodijo v Zagreb. In tako je res 5 Slovencev, za katere ne vemo točno, kdo so bili, šlo v Zagreb v letu 53-54. Potem je Vida Tomšič, to so zdaj spet novi arhivski dokumenti, ki sem jih našla, je rekla, naj šola se priključi visoki gospodinjski šoli. In potem je Nika Arko rekla ne, nikakor ne, če ima Zagreb šolo, potem jo moramo imeti tudi v Sloveniji. In sicer ne šolo 2-letno, ampak visoko šolo, 4-letno. In na to so bile spet diskusije in so rekli politični funkcionarji na Svetu za zdravstvo in socialno varstvo, ja, ampak saj imamo socialno-politično šolo. In dejansko je socialno-politična šola, ki je bila v Tivoliju, v bistvu v Cekinovem gradu, je po dokumentih izhajajoč, pravzaprav so bili tam zametki tistega, čemer so potem rekli socialno delo. In včasih, ko so arhivski dokumenti govorijo o tem, da naj šola nastane, govorijo tudi o socialno-politični šoli in včasih se mešajo, ne, tako niso čisto prav napisali in tako dalje. No, in tisto, kar je zanimivo po moje, Bernard, za tebe je, da ko gledamo nastanek zagrebške šole, se pojavila beseda casework. In to v angleščini. Casework, pisana v angleščini. In Camilo Bresler, Valerija Singer, Tatjana Marinič, potem in še neki drugih, so rekli, mi bomo prinesli casework k nam. In potem so dejansko iz šole za socialno delo na Dunaju, to je bilo povezano z Združenimi narodi, ker so Združeni narodi bili tisti, ki so nekako spodbudili, da je pač šola nastala v Zagrebu, so povabili oziroma poslali Erno Sajler, ki je Zagreb nekaj mesecev izobraževala o caseworku. Leto pa pol kasneje rečejo slovenski, bi rekla, organizatorji izobraževanja, casework, to ameriško svinjarijo se ne bomo učili. In tukaj je verjetno velja en citat, ki ga imam od zgodovinarke Mateje Jeraj, ki je intervjuvala Vido Tomšič. Vida Tomšič je v tistem času, za tisti čas rekla,
v Sloveniji je bila tako velika avtocenzura, da sploh nismo rabili cenzure. Torej, casework, ki so se ga v Zagrebu učili strani tujcev, je bil pri nas že od samega začetka v bistvu sprejet nenavadno, čudno in tako naprej. Ni čuden potem, da je imela s tem v zvezi probleme tako Katja Vodopivc kot ti, ko si leta 72-73 prevedel oziroma organiziral prevez knjigo, ki političnim oblastem tudi ni bila po godu. In to se mi zdi pravzaprav tako nekako iz današnje perspektive zanimivo. In tudi drugi, ki ste prepodvali, tudi recimo Vida je rekla leta 2005, vedeli smo, da metode socialnega dela niso zaželene. In o tem nismo pisali. Ampak kljub vsemu si ti na terenu, v praksi, delu tisto, čemer bi recimo danes rekli metode socialnega dela, v najboljšem smislu besede in tako. Zdaj, zanimivo je tudi, da imamo tukaj še zmeraj ljudi, ki so brali tvojo knjigo, čeprav je bila skoraj da odstranjena, ker so noter nastopali gospa, gospod, in zato, ker si ti napisal en tak dober uvod, mogoče tudi zato, ker je bila prevedena iz nemščine in tako dalje. Skratka, ni bilo tako enostavno, tako bi rekla, tako kot je rekla prej Anica, ni bilo tako samoumevno, da si delal, pa tudi drugi, da ste delali to, kar ste delali in da si ti bil pionir v mnogih rečeh. Pač v nadaljevanju zgodovine pišemo zdaj in je tudi smo naredili en center za proučevanje zgodovine v socialnem delu. In zdaj, če preskočim na 90. leta, se spomnim ene zgodbe, ki, ne vem, Bernard, če se ti tega spomniš, ali pa če se kdo drug spomne, ko smo imeli sestanek učiteljev, učiteljskega zbora, ne vem, kako smo temu rekli, to, kar bi danes bil današnji senat, in je na to srečanje nenadoma se pojavil Boris Šušteršič na vozičku. In je si vzel besedo in rekel, to je nezaslišano, kar Darja govori, ona govori o hendikepiranih, o pravicah hendikepiranih, pa o tem, da imamo totalne inštitucije, da so to škodljivi zavodi, tukaj jo morate ustaviti. Nastala je grobna tišina, nihče ni nič rekel. Meni se je zdela stvar povsem bizarna, niti jo nisem resno vzela. Takrat še nisem vedela, da je v istem času Boris Šušteršič na sodišču prijavil Dušana Rutarja, češ da razbija sistem invalidskega varstva v državi. In je potem seveda tudi tožbo izgubil. Nenadoma se Bernard, včasih takrat, ko je postal jezen, pa tudi je hotel narediti vtis na govorca s takim bučnim glasom, reče, veste kaj, obdobje enopartijskega socializma je mimo, zdaj imamo demokracijo, ljudje lahko mislijo svojo glavo, lahko govorijo, take cenzure, to tukaj ne bomo prenesli in prosim, da takoj ne pridete več na šolo na ta način. In ta človek se je kmalu pobral in meni se najprej ni zdelo pravzaprav nič posebenega, kar se je zgodilo. Nekaj let kasneje sem pa v bistvu razumela, da se je zgodilo nekaj zelo pomembnega. Torej, da je Bernard tudi svoje izkušnje, cenzure, ki jo je doživel, pa tudi, ker je v bistvu hiter na nek način zaznal, prej kot kdorkoli drug, pa tudi upus je reči, pa tudi vedel je, da je treba reči,
rekel, zdaj pa to je pa konc. Ne boste nam več, bi rekla, predpisovali, kaj moramo misliti, kaj moramo govoriti, tako kot je bilo v socializmu. In človeka res ni bilo več, nikoli. Ok, ampak ne na ta način. Ne? In to se mi zdi nekaj, kar veliko pove o tebi, da takrat, ko je bilo treba reči, si vedno rekel in postavil stvari na svoje mesto. In hvala ti za to. In vse najboljše. Zdaj pa še Miran naprosil. Evo, jaz bom res bolj osebno, namreč to, kar se je nama zgodilo, bi rekel, v 20 letih, dosti intenzivno, zdaj vem, ker sem že toliko star, neponovljivo, to je bilo enkrat v življenju, once in a lifetime, toliko različnih stičišč, kot so nastala med nama. To se pravi, v bistvu ni učitelj, tako kot sem pa tukaj tudi napisal, mentor, supervizor, sodelovala sva veliko, delala skupaj kot terapeuta, tudi pomagala si, kot v obliki neke samopomoči, ker je ena druga v stiski, vodila veliko projektov, bila avtorja številnih publikacij, člankov, ne vem, to, kar je bilo prej rečeno, da si malo napisal, ne vem, najbrž ni dobro pogledala Lea, tvoje bibliografije. Potem skupaj tudi v raziskavah, prijateljstvo je bilo zelo intenzivno in pa je še danes. In lahko bi rekel tudi v tem eksistencialnem smislu, da kadarkoli pridem do teh ključnih vprašanj, se mi vračajo stvari, ki si jih ti tudi večkrat mi govoril ali svojih izkušenj podelil. Gremo naprej, prosim. Tako da ta preplet vlog je danes z današnjega vidika problematičen. Recimo zdaj pripravljam novo številko naše revije za psihoterapijo in v enem intervjuju ugledna slovenska psihoterapeutka pravi, težave so s temi, ki so imeli take učitelje, ki so bili hkrati vse to. Danes je vse bolj razdeljeno. Če je v psihoterapiji recimo nekdo učitelj, ne sme biti hkrati učni terapeut, ali pa če si supervizor, ne sme se mešati teh vlog. No, zame lahko bi rekel, tudi včasih so bili kakšni taki komentarji, da sva simbiotičen par, kakorkoli sva že označila, bila sva dosti ustvarjalna in produktivna. Poglejmo si. Zdaj v taborih je bilo že marsikaj rečeno, mi smo imeli tudi srečanje nedavno na naši SFU, fakulteti za psihoterapijo, kjer smo se bolj temu posvetili, tudi kar se mene tiče, so te letnice, 20 let sem sodeloval, leta 83 sem se priključil in takrat sva se prvi srečala. Spomnim se, da sva tam v nekih garažah v Mostah, v Jaršah, da si me povabil in sem ti pomagal nekaj zlagati. To je bilo itak dosti tipično, če si hotel sodelovati s tabo, si mogel tudi kaj poprijeti ali pa kaj pobarvati. Gremo naprej. Zdaj v teh 20 letih sem bil sam priča, seveda bilo je že rečeno, 75 je bil začetek, smo pa marsikaj razvili, kar do takrat ni bilo. Zelo zanimivo mi je bilo, da je bilo to 82 ti posnetki, da se pravi, glih eno leto predno sem se jaz priključil. Seveda se zelo živo spomnim Vesne in mnogih, ki so bili na teh posnetku. Začeli smo tudi po zimi, en teden organizirati v hribih, tako da smo smučali. Potem med tabori se je razvijalo kup nekih skupin, recimo prostočasni izleti, tudi tukaj je bilo na filmu že to, mi smo še več tega imeli.
da so bile razne tudi delavnice, skupine likovne, glasbene, animacija taka in drugačna. Potem študentje, ki so bili na socialnem delu, predvsem, ampak tudi z drugih fakultet, z psihologije, so se večkrat vključili v te tabore, potem smo pa med letom tudi organizirali pomoč družinam na domu, recimo učno pomoč, druženje in tako naprej. Začeli smo tudi z skupinami za samopomoč, torej leta 86 smo recimo z Bernardom na takrat Gotski začela s skupino, kjer je bila tudi Tanja Lamovec recimo kot članica skupine in vodila sva tako, jaz sem bil takrat že mlad psihiater, da ni bilo tega, ne, da sem zdaj jaz terapevt ali pa ti, ne, ampak smo tako, kakor Bill in Bob, ne, to je bila zgodba, ki si jo rad govoril o anonimnih alkoholikih, kako sta slekla te svoje pač profesionalne identitete in pa začela nekaj, kar je bilo človeško skozi zelo v ospredju, neka človeška vez. Vsi imamo težave, vsi smo nekje krhki, vse nas kdaj odnese, če nimamo roke, ki nam je takrat v oporo in pomoč. Tudi, kar se mene tiče, sem pripeljal številne paciente in pacientke v to našo mrežo. Tega prej tudi ni bilo tako izrazito, ne, jaz sem takrat delal v psihiatrični bolnici Vojnik in ni bil noben problem, ne, ti si vedno široko, rekel, odprtih rok sprejel kogarkoli, pa ne imel še tako težko diagnozo, recimo shizofrenije, z veliko hospitalizacijami, z veliko poskusi samomora. To je bila tudi recimo ena članica te prve skupine za samopomoč. Med tabori so mnogi rabili individualno psihoterapijo, svetovanje, partnersko, družinsko, tudi skupine, kot sem rekel, smo iz samopomoč tudi terapevtske imeli. Mreža se je širila, postali smo znani še bolj, ne, kot do tega mojega prihoda v tistih 20. Evo, ki smo ostali, gremo naprej, prosim. Ja, iz tega se je tudi ta sistemski pristop, kot je bilo že omenjeno, razvijal. Zdaj, velikokrat tudi danes je tipično, da bi morali kot zelo vedeti, ali gre za socialno delo, ali gre za psihoterapijo, ali gre za socialno pedagogiko, ali za klinično psihologijo, ali za psihiatrijo. Ja, neke poklicne identitete so važne tudi zaradi sistemizacije, ampak tisto, kar nam pa praksa prinaša, je pa velikokrat nekaj, kar ni zelo pomembno, ali je zdaj to socialno delo, kar delamo, ali psihoterapija, ali socialna pedagogika. Tako tudi, ko sva poskušala, ne, recimo, predvsem sva sodelovala takrat, ko si doktorat pisal, definirati, kaj so pravzaprav neke okvir tega dela. Je bila lista vsaj 10, od antiautoritarne pedagogike, vzgoje, doživljajske pedagogike, sistemskega pristopa, dinamične psihiatrije oziroma psihoterapije in tako naprej in tako naprej. Tako da še ena stvar, ki se mi zdi zdaj zanimiva, meni se zdi, da ti nisi bil nikoli čisto izpolnjen za fakulteto oziroma višjo šolo, visoko šolo ali pa fakulteto za socialno delo. To ti je bilo premalo. Kot ti je bilo premalo, če bi bil sam psihoterapevt. Zdi se mi, da to stičišče, na katerem si deloval, je bilo zate zelo pomembno. In recimo v tistem času, to si mi tudi ti pomagal, ne, Vito, sestaviti ta delček zgodovine. Kaj? Ja, pa mislim, da si mogel biti tukaj nekje pri Rajhovskih. Okay. No, bomo popravili to. In ta sekcija je bila nekaj, kar tudi me je zelo prevzelo, bilo je drugačno vzdušje kot takrat v teh psihoterapevtskih krogih, kjer je vladal Jože Lokar, kjer je bil Miloš Kobal, so bila to pomembna imena.
In ta vzdušje in način komuniciranja je bil zelo drugačen. Zelo veliko teh fasadnih tam nekih drž in neke nepreglednosti. Tukaj se mi zdi, je bilo dosti bolj na nek način odprto, tudi v jugoslovanski prostor, smo ta sekcija šli in imeli smo zanimive projekte, tudi te poletne šole so meni zelo v spominu ostale, kjer so se rojevale tudi nove skupine, novi projekti, od sosvetovanja s Southgateom, gestalt novih izobraževalnih skupin, plesne terapije, potem psihoterapije otrok mladostnikov in pa gibanje za uveljavljanje psiholoških pravic otrok. Gremo naprej, prosim. Zdaj, dva lika bi bolj izpostavil, ki sta se mi zdi nate naredila velik vtis. Gotovo je bil to nemški psihiater in psihoterapeut Günter Amon. Leta 1985, to se pravi 2 leti že po začetku tega najega sodelovanja, sva že se znašla na kar daljšem obisku klinike Menterschwager v Münchnu, psihoterapevtske klinike, 60 pacientov, tam so bile dobe obravnavanja leto, 2, kaj takega v Sloveniji ni bilo. Vse je bilo na psihoterapiji in skupinskem delu, se pravi 4 tako imenovane milijejske skupine. Diagnoze pa take, da v Sloveniji bi se jim je v bistvu dajalo samo zdravila. Schizofrenija, bipolarne psihoze, manjše depresivne psihoze, hude oblike depresij, potem še dvojne diagnoze z raznimi oblikami zasvojenosti, osebnostne motnje. To je bilo uradno klientela te klinike. In vendar so delali izrazito skupinsko, intenzivno. Tako da tudi tam so uporabljali veliken pojem milijejska terapija. Cela klinika je bila kot milijejska terapija organizirana, to se pravi delo z posameznikom, z malimi skupinami, uporaba kreativnih medijev, kot je dramske skupine, likovne skupine, plesne, glasbene skupine, tudi na jahanja so hodili. Skratka, zelo pester program, ampak ključna je bila pa tudi delo v veliki skupini, v katero so se 2krat tedensko zbrali vsi, vključno s kuharicami in snažilkami. Vsi so sodelovali v tem terapevtskem polju in to je bilo perfektno. Potem oni so imeli tudi inštitute, tam so bila zelo intenzivna izobraževanja, vikendi, ki so jih imenovali Balintovi vikendi, tam so bile tudi skupine, v katerih so bili mešano terapevti in klienti, tudi tam sva skupaj sodelovala v plesnih skupinah, kjer nisi točno vedel, kdo je zdaj pacient, kdo je terapevt. To so nam zdeli tudi zelo pomembno in vse to se mi zdi, da je podkrepilo že tisto, kar si ti prej delal. Tam si dobil ti veliko suporta, kar v Sloveniji kaj takega ni bilo v psihiatriji ali pa tudi v psihoterapiji. Hodila so vsako leto na kongrese Svetovnega združenja za dinamično psihiatrijo, ker so bili zelo, zelo kvalitetni. Tudi na poletne šole, ki so jih organizirali, recimo v Pestumu, to je blizu Neaplja, je imela ta organizacija svoj kampus. In še. Tudi stanovanjske skupine so imele za dolgotrajno pomoč tem psihiatričnim pacientom. Naprej. Na podlagi teh izkušenj so nastale tudi publikacije. Tukaj sem samo eno omenil, ki je bila potem tudi dosti priljubljena med študenti kot študijsko gradivo. To je bila kombinacija tega, kar je iz Southgateove strani prišlo, ti si pa dodal takrat ravno o Amonu. In tukaj se mi zdi, da so bile mnoge stične točke. Naprej. Drugi človek, ki sem te pa jaz potegnil, ti si mene v Amonu pripeljal, jaz sem pa tebe, ker imam v Barnesu, tudi tukaj so zelo veliko časa hodila na izobraževanja, seminarje, dobila zelo veliko teh vrhunskih možnosti učenja od teh, ki so bili takrat v svetu na sistemskem področju, interdisciplinarnem, ne samo na psihoterapiji ključni. To je bilo na Hrvaškem, se tega tudi veliko dogajalo in Grem je to potem umestil v medicinsko fakulteto. Ti si postal tudi eden od učiteljev, skupaj sva postala in so te stvari potem učila tudi v Sloveniji. Zanimivo je, da tudi hipnoza
ne, kar je še meni danes zelo pomembno, sva skupaj se učila in delala, tako da je bilo zelo pestro in družinske terapije in tako naprej. Gremo naprej. No, v tem času sem potem se priključil postopno najprej kot malo zunanji sodelavec, potem sem se zaposlil, višja, visoka šola, fakulteta, vse to sem nekako doživel te prehode in si me potem vedno bolj vključeval v vse te predmete, ki si jih učil, teorije, v drugem letniku pomoči, svetovalno delo. In meni je bilo to super, ker je bilo to vedno možnost stičišče iskati med tem oblikami svetovalnega dela v socialnem delu pa psihoterapijo. Študente so te vaje, ki sem jih vodil in tudi predavanja, ki sem jih imel zelo radi, poslušali, bilo jim je zanimivo. Tudi seveda veliko tega, kar smo na taborih, prej smo videli te razne igre za vzdušje, vse to smo pač vnašali v te vaje in tako naprej. Potem smo rodili novo področje, to je že Lea omenila, kibernetiko psihosocialne pomoči kot izbirno področje, tam je bil predmet epistemologija, kar je bilo precej novo. Tu je bil vpliv močen Grahama Barnesa, da smo te epistemološke in hermeneutične vsebine vnesli. Katedra za teorije in metode pomoči še danes, Lea danes vodi, smo nekako tudi Gabi, ti si tudi imela to družinsko, sistemsko precej delo in tudi pri tebi se mi je zdelo, da je bilo podobno, da je nastalo neko stičišče med sistemsko psihoterapijo in socialnim delom, zelo plodno. Tudi to vse o socialno-delovskem delovnem odnosu se je zelo prepletalo s to panteoretično teorijo, recimo Bordina v psihoterapiji. Tako da tukaj je nastala zelo zanimivo neka taka katedra, ki je bila bolj orientirana ne samo tako sociološko, kar je pol postopno vse bolj prevladalo, s kolegico Zaviršek in drugimi. Mi smo imeli mogoče tudi več tega mikro, kako delati filigransko, kot si ti rekla, kako speljati eno seanso, ne samo sociologija, ampak in kako to skupaj peljati. To se mi zdi, da na fakulteti ni prav dobro uspevalo, tudi proti koncu, ko sem poločal moj predlog takrat, da bi fakulteta za socialno delo odprla še program psihoterapije. Ni bil sprejet, prav tako ni bilo sprejeto, da bi odprli v okviru fakultete posvetovalnico, svetovalno, kjer bi delali učitelji in bi se ob nas učili študentje. To sem speljal pol sam v okviru fakultete za psihoterapijo, žal na socialnem delu še danes tega ni. Gremo. Tukaj sem enkrat zbral tak preglednico od leta 1975, kot vidite, nekatere še stvari so še danes, kaj vse je tukaj bilo sodelovanja. Ne vem, koliko je bilo sploh pregledno ostalim sodelavcem na fakulteti, tvojim Bernard, kje vse si se gibal, kaj vse si počel. To je bilo, se pravi, veliko tega, da zanj si ti Vito rekel, da je bil Bernard kot nek utemeljitelj socialnega dela v Sloveniji. Kar se psihoterapije tiče, bi pa tudi rekel, da je dal zelo velik impuls Bernard, tako da je res, se mi zdi, da če hočemo tvojo biografijo izrisati, je važno videti na tem stičišču, psihoterapije in pa socialnega dela. Ker tudi psihoterapija ni tisto, kar je še vedno prevladujoča predstava, 1 na 1 delati v nekem 1 uro v neki sobi. Psihoterapija je tudi zelo širok pojem, zelo veliko teh skupnostnih tudi lahko momentov. Naprej, ne bom tega utrujil s tem, prej sem že govoril o tej najni klinični praksi. Tisto, kar se mi zdi, da je bilo posebno dragoceno, je, da si bil zelo pogumen tudi se spustiti vedno znova pred vsemi nami, ki smo bili mlajši, ki smo se od tebe veliko učili, ki si nam bil mentor, supervizor, da si se tudi sam spustil v to delo na sebi. To se mi je zdelo super, predvsem v teh plesnih skupinah, tudi kjer smo imeli tudi support iz Nemčije. Lahko prosim gremo naprej. Thomas Hessel pa Gertrud Reitz sta bila
par iz Münchna, ki je so 10 let hodila redno vsako leto. In ta način dela se je prvič na poletni šoli v Startenbergu, prej omenjene sekcije pojavil, potem smo najprej to imenovali egostrukturalni ples. Tukaj noter so hodili tudi terapevti delovni iz psihiatričnih bolnic in zelo dobro je, da so oni potem v tem videli tako dragoceno obliko dela, da so to integrirali v te programe delovnih terapij. Recimo še danes to poteka in v Polju in v Begunjah. Potem imeli smo zelo fajn stvari na tvojem vikendu na Koprivniku, to smo imenovali Miljejske vikende, kjer so prišle socialne delavke, psihoterapevtke, v glavnem so bile ženske, ponovadi, kjer smo vedno imeli tudi te plesne delavnice, pa pogovorne delavnice in po vzoru tega dinamične psihiatrije tudi razne projekte, da so nekaj speljali, nekaj naredili. Redne skupine plesne so bile v Ljubljani in v Mariboru kar 10-15 let. Gremo naprej, prosim. To je recimo bilo maja 87 v enem plesu, kjer si ti se tudi spustil, vodila je takrat Gertraud Trajc to skupino. Gremo naprej. Kar naprej. Evo, to je po plesu, si nekako zadovoljni. In naprej. Seveda pa tudi vedno krog, tukaj največ prepoznate marsikoga, to, da smo tudi takole skupaj pripravili hrano, to je bilo vedno zelo pomemben del tega skupinskega procesa. Naprej. Leta 1995 smo ustanovili zaradi tega razvoja vseh teh projektov v okviru tabora Društvo Odmev. Kaj vse smo počeli, sem že prej malo govoril. Seveda ni šlo brez rimšimšima tudi ob ustanovitvi Društva Odmev. Naprej. En projekt, ki je tudi, se mi zdi, bil zelo ploden in še danes se marsikdo tega spominja, ko se srečam, je bil, da smo več let imeli te Balintove skupine, ti si bil supervizor projekta. Prišlo je to nekako tudi preko mene, iz medicinskih krogov. Jaz sem kot študent medicine bil v prvi Balintovi skupini na slovenskih tleh, ki jo je vodila Marija Vigel Pirc. No in potem tudi v Slovenskem zdravniškem društvu smo s kolegi to nekako to sekcijo ustanovili in spet si bil zelo odprt, dajmo to še v socialnem delu in ker si imel veliko izkušenj z skupinskim delom, smo potem tudi, vse te socialne delavke so se potem učile tudi, kako voditi te skupine. Tudi na poletni šoli po taboru leta 1991, ko smo prvič dvignili slovensko zastavo, je prišel iz Londona Jack Norrell, ki je bil eden tesnih sodelavcev Enid Balint, žene, ki sta skupaj tudi knjigo napisala. Takrat sva tudi skupaj članek napisala o tem njegovem vodenju skupine, transkript analizirala in tako naprej. Bila sta tudi dva mednarodna kongresa v Balintovi skupini, kjer smo tudi predstavili ta naš projekt. Naprej. Senzitivni treningi so bili nekaj, kar je meni tudi izjemno veliko dalo. Tukaj je tudi Stojan Povh, ki je to potem 10 let in še več se mi zdi, da si organiziral v okviru svojega Ad Fontes. Takrat sta tudi Branko Martinović, Leon Lojk bila v ekipi in vsaj 4-krat letno po 5 dni smo z eno skupino en ciklus tega naredili. Večkrat smo bili tudi po 2 skupini letno imeli. Tako da to je bilo dosti intenzivno. Ob vsem delu na fakulteti, tabori, vse, kar bom še mogoče naštel, še nisem, je bilo to res intenzivno. Gremo naprej. Kar se raziskovanj tiče, si me tudi vključil tako, jaz sem čist na koncu. Od tabori so bili skozi vir tega akcijskega raziskovanja, pa bile so pa skozi tudi neke raziskave. In to mi je bilo zelo fajn, ti si vedno znal tisto, kar smo delali, nekako vključiti v raziskave. Ne, da bi potem neka raziskava bila, pa bi mogli vse drugo pustiti, ampak si znal vedno preliti to v to, kar smo delali. Naprej. Skupaj sva napisala zelo veliko tekstov, ali suportirala tudi samostojne objave drug pri drugem. Ena taka zgodba zanimiva je bila ob izidu knjige Alice Miller, Drama je biti otrok, ker sva napisala obsežen spremni esej, skoraj toliko dolga knjiga. No, ampak Alice Miller je potem to prepovedala, je rekla, to se ne sme, to mora iti ven.
Ja, še tole sam da pokažem. Ta objavljanje se še nadaljuje, če vas mogoče zanima. To je ta doktorska disertacija iz 92, v njej je bil en super tekst, jaz imam še kakšen načrt, še kakšen del tega posodobiti in izdati, je bil del o Jakobu Levi Morenu, no in to sva skupaj zdaj letos tudi posodobila in objavila kar obsežna 2 pregledna članka iz tega ven. Tako da se še dogaja. Gremo naprej. Zadnje, kar bi povedal, je to, da si bil eden od tistih, ki je pomagal ustanoviti Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo, kar je bil izjemno velik in pomemben premik v slovenskem prostoru. 3 leta si sodeloval v pripravah, 98 je 8 društev ustanovilo, med njimi sistemsko društvo, ki je bilo del, oziroma sekcija, ki je bila del društva Odmev. Začeli smo študijskimi dnevi, začel si predavati tudi skupaj z menoj in še 30 drugimi psihoterapeuti in drugimi strokovnjaki v študiju propedevtike, uvod v psihoterapijo in iz tega je tudi zraslo to, kjer sem jaz danes še vedno zelo aktiven, to je ta fakultetni študij psihoterapije. Gremo naprej. Ker sva glih 20 let narazen, sva, ko si bil 60 in je 40, tudi praznovala 100-letnico. In smo se takole zbrali na Koprivniku, cela ekipa, tudi iz FSD-ja. Gremo naprej. Mogoče ne veste, ampak Bernard je pripravljala skupaj eno obsežno knjigo v 3 delih. To je bil prvi del, približno vidite, kakšna naslovi zanimivi teh poglavij so bili. So pa še 2 zelo obsežna, oziroma že 3 skoraj deli. Ta knjiga žal ni še končana, mogoče bo enkrat. Izvoli naprej. Leta 88, ker nisi znal še dobro angleško, potem si se dosti naučil, sem zate prevedel v prostem času. Takrat se je rodila glih Jasna, moja prvi otrok hči, tole knjigo Gregorja in Mary Catherine Bateson, Angeli se bojijo. Dolg časa sem hodil, zdaj vsa ta leta okoli raznih založnikov, da bi to izdali. In nekaj časa so obljubljali, pa ni bilo nič. Potem sem pa pogruntal način, kako se izdajajo knjige, tako da letos sem jih izdal 6. Skrivna formula je, da prideš na ugledno založbo in rečeš, jaz imam knjigo za vas. Ja, veste, kako finančno je težko. Vse je financirano. Vi sam dajte svoje ime. No in to deluje zdaj 100 na uro. Tako da zdaj sem mislil, da bom danes prinesel še vročo knjigo, ker je išla pri Sazuju, zdaj končno v kompletu. Angeli se bojijo, boš dobil še upam naslednji teden, ker bo že po moje. Končno, evo, sem tudi uspel, da sem tole knjigo, ki je rekel res nastala tebi hvaležno za vse, kar sva delala. Naprej. Skupaj bo išla v kompletu s še privodom ključnega dela Gregorja Batesona Um in narava. Naprej. Hvala. Glede na to, da imamo tam še nekaj za pojesti, pa glede na to, da bi moral 5 imeti pauzo, bom prav biti kar se da kratek, ampak povedati bistvene stvari. Se vrnem tudi malo nazaj na socialno delo, pa tudi na delo skupino. Se mi zdi, rečemo, nekako. Ampak najprej to, kar je Miran rekel, da sem jaz rekel utemeljitelj socialnega dela. To so bili, bi rekel, je bilo več pogovorov v zadnjih letih, v tem smislu, ne vem, po kakšnem naključju, ampak je prišlo, rečemo, nekako o tem, da pravzaprav, da tisto, kar si ti delal, je bilo zelo pomembno, in tudi preden sem, ampak seveda rečemo, nekako je težko govoriti še zlasti v socialnem delu, da nekdo utemeljitelj, da nekdo, ker
socialno delo ni neka drevesna struktura, ne, ki bi imela korenine, pa pol šla je bolj gomoljčna, bolj rizomatska, ker se povezuje z se povezujejo razni vplivi, razni tokovi, ki se nekateri prekinejo in se prelijejo pol v drugega in tako naprej. Ampak tisto, kar pravzaprav se mi zdi tako, da je pomembno, in to tudi pravzaprav rečemo, nekako malo smo pri tebi zadolženi, ker si tudi, bi rekel, v tej, skupaj z Gabi pa z Mirjano, bil v tej ekipi, ki je pisala teorijo osebnosti, in Levin je tvoj prispevek tam noter. In tudi konec koncev, meni se zdi tako ena od dveh bistvenih stvari, ki se vežejo na tvoje ime, in kjer si imel ti, bi rekel, to neko pivotsko, bi lahko tudi rekli, vlogo, je bilo, sta bile ravno te dve stvari, ki sta od Levina prišla, skupinska dinamika, čisto raziskovanje. Ampak tudi, če vzamemo in kot metaforo, ali pa tudi kot dejansko nekaj resničnega, rečemo, ta Levinova ideja polja, mislim, da je zelo pomembna. In da je tudi zelo pomembna ravno tako kot si Anica rekla, v tem trenutku. Po vseh teh letih, ko smo se ukvarjali z vprašanji sistema, strukture in tako naprej, kako ga spremeniti, kako ga popraviti in tako naprej, se mi zdi, rečemo, nekako, da je pravzaprav ta pojem Levinov dosti bolj produktiven. O tem, da živimo v nekem polju, ali pa v družbenem prostoru, kakor smo dali tudi, kakor si ti pravzaprav dal tudi naslov ene od raziskav, ko smo jo skupaj delali, živimo v nekem polju, ki delujejo neke sile, ki delujejo neke sile in ni to vprašanje, kako popraviti en del strukture, ker itak bo se na drugi koncu pa pol, tako kakor je tudi Anica zelo dobro pokazala, ampak je važno, kako polje deluje. In tudi, mislim, tisto, kar je pravzaprav tudi zelo nekako značilno za to, kar smo doživljali s tabo skupaj in ob tebi, je to, da ni to polje nekih linearnih sil, nekih mehanskih sil, ampak so to krožne, magnetne sile. In tako, kot sem tudi že rekel, rečemo, nekako to, in ti osebno in rečemo to, kar se okoli tebe dogajalo, je tudi tako delovalo. Imeli močno centripetalno in močno centrifugalno silo. Veliko ljudi, idej, gibanj celo, je to, ker se dogajalo, privlekli, ampak tudi pol degažirali nekam drugam. In to se mi zdi, da ta vrtinc sil, da bi rekel, da te produkti sil, ki so, bi rekel, bolj povezani z nihanjem, pa s kroženjem, pa s takim, so ustvarjali neko polje. Tudi neko polje v tem smislu, kot je Darja malo nakazala, nekega skupnega razmišljanja. Sekcija za skupinsko dinamiko pa osebnostno rast ni bila samo, bi rekel, nekaj, kjer smo delali neke vaje pa tako naprej. Je bila, bi rekel, tudi v tistem času eno od važnih vozlišč kritičnega razmišljanja o psihologiji, o družbi in tako naprej. Se nismo tam dobivali samo zato, da bi se
učili delati z pacienti, klienti, uporabniki, kakorkoli, ne, ampak zaradi tega, ne, ker nas je zanimalo nekaj, ne, kaj zdaj narediti, ne, rečemo, ne, teoretične diskusije, ne, so bile, bi rekel, ravno tako pomemben del, ne, tega našega, ne, tudi na poletnih šolah in tako naprej. Seveda smo se imeli fajn, smo tudi sprobavali marsikaj, ne, ampak tudi, rečemo, ne, nekako vedno je bila živa, ne, ta kritična diskusija, ne, tako kot tudi dostikrat rečemo, ne, nekako, ne, to značilnost tega polja, ne, ki se je ustvaril, takrat je bilo, ne, ta dialektika med razmislekom pa akcijo, med prespraševanjem in preverjanjem, preskušanjem zadev. Ne? In v tem smislu, ne, rečemo, ne, nekako, ne, tle se mi zdi, ne, da se ustvarjalo to, kar je, rečemo, ne, nekako zelo pomembno in kar je mogoče tudi bolj značilnost, ne, tega, kar bi pogojno lahko tudi rekli Ljubljanska šola socialnega dela, ne, ki je praksis, ne, kjer rečemo, ne, je znanje o delu, ne, in tega ne moreš narediti, ne, da bi kaj delal. Ne. Jaz se včasih, ko nam gre slabš, pa zdaj mislim, da nam gre prav zelo dobro, na tej šoli, ne, sem se hecel, ne, bomo imeli šolo o socialnem delu, ne za socialno delo. Ne, se pravi, rečemo, ne, nekako, ne tisto, ne to, ker se mi zdi tako, da smo vsi tudi črpali od tebe, pa mogoče tudi rečemo, ne, nekako te iz tvoje delavske zavesti na nek način. Zadnjič, enkrat smo se študenti pogovarjali v Kastelu, Robertu Kastelu, ne, sem rekel, ne, on je bil tak, ne, intelektualc, ampak tudi delavc. Ne. Pri tebi bi lahko isto rekel, sam ne, si najprej delavc, pol pa dajmo razmisliti o tem, ne, kaj se dogaja in kako boljš narediti stvari, ne, kar je še toliko bolj pomembno. Ne. In tudi, ne, rečemo, jaz sem imel namen, da bi danes predvsej tudi govorili o skupinskem delu pa o skupini, ne, ker zdaj, ko sem po teh, ne, glede na spomini na to, kar smo se pogovarjali v 70-ih, 80-ih letih, ne, napisal to knjigico, ne, rečemo, je ta razmislek, ne, da je skupina pravzaprav nekaj zelo resničnega, ne, dosti bolj resnično, ne, kot posameznik, ne, ali pa skupnost, ali pa družba, ne, to so, bi rekel, ne, dosti bolj abstrakcije, ne. Resnično v tem smislu, ne, ker nam da neko moč, ne, ker nam da neko moč, da lahko, ne, samo v skupini lahko nekaj spremenimo. Ne. Še Don Quixote, ne, rabi Sancho Panzo, ne, če hoče potovati po svetu. In ne, tako da rečemo, ne, nekako, ne, in to, kar, ne, in to, da skupina rečemo, ne, nekako, ne, je tudi neka stvar, ki se mi zdi tako, da je zelo pomembna v tem času, ne, ko gre vse na gumb pa na instant uporabo, ne, rečemo, ne, ker ena od stvari, za katero je šlo, je bila demokratizacija odnosov. Ne, pa ne samo v tem smislu demokratičnega odločanja pa vodenja skupine, ne, ampak tudi vključevanja otrok, ne, ki so drugače izključeni v organizacije, ne, ki jih sicer izključujejo in zato je treba organizacijo spremeniti in tako naprej, ne, vse te stvari. Ampak tisto, ne, ker sem nekako, ne, se pravi, rečemo, ne, ni samo, ne, tisto, kar je pomembno v tem trenutku, ne, in se mi zdi, ne, da je treba na tem, rekel, s tem se zelo ukvarjati, je to, ne, da rečemo, ne, nekako, ne, demokratične skupine, demokratičnega vodenja, vključevanja ljudi, in tako naprej, vse, kar imamo, bi rekel, te lepe parole,
krepitve moči, ne, in tako naprej, ne, ki jih imamo napisane tam na enem posterju in tako naprej, ne, niso stvari, ki bi na gumb pritisnil, pa bi bile. Ne, z demokratičnih odnosov se ne da z dekretom uvesti, ne, ali pa s pravilnikom, še manj. Ne. Je nekaj, kar se dogaja med ljudmi, nekaj, ne, tako kot je tudi že Levin pokazal, ker je mogoče na začetku nebogljeno, ampak ne, rabimo čas. Ne, in ta čas nam velikokrat zmanjka. Ne, še zlasti v teh zadevah, ne, ko moramo hitro narediti marsikaj, ne, kar je pravzaprav čist brez veze. Ne, in pozabimo, ne, da so ljudje, da je pomembno se srečati z ljudmi, ne, da je to edini način, ne, kako preživeti na tem svetu in kako ostati človek. Ne. Samo tako, da se srečamo z drugimi ljudmi. Ne. In to se mi zdi, ne, da je, bi rekel, ena taka, ne, tudi pomembno sporočilo, ne, kogarkoli se nam zdijo, rečemo, naprimer, ali te posnetki, ne, po svojem očarljivi, ampak je tudi, rečemo, pa po drugi strani pa stari, ne, pa ne samo zaradi drugih tipov oblek, ki se mogoče tudi niso toliko spremenile, ampak stari tudi, rečemo, v tem smislu, ne, da smo nekaj razmišljali, ne, česar več ni, ampak smislimo, ne, da je to pomembno, ne, da ne rečemo, aha, to je samo del naše zgodovine. Ne, tako da, ne, če se vrne k tej ideji polja, ne, seveda rečemo, ne, nekako, ne, pa če uporabim zdaj drugo metaforo, ne, rečemo, ne, je bilo to polje, ki smo ga skupaj obdelovali. Marsikdaj je to polje ratalo, ne, polje vrtičkov, oziroma, ne, smo naredili vrtičke iz tega, ne, razpalcelizirali. Ja. Ampak rečemo, ne, nekako, ne, tudi če je tako, je to še nekje v ozadju obstaja. Ne. Tudi če je polje razkosano, ne, je še nekje celo. Ne. In tudi rečemo, ne, nekako v tem smislu, ne, ker polje pravzaprav, ne, tako, kot se vrnem temu, je neko, ne, je sestava sil, ne, je srečevanje sil, je srečevanje ljudi, ne, in rečemo, ne, nekako, ne, je pa tudi, bi rekel, ne, se pravi, rečemo, ko se teh stvari spominjamo, ne, jaz mislim, da je pomembno, ne, nekako, ne, in se spominjamo z nostalgijo, ne, ker lahko prevedeš v slovenščino v domotožje. Ne? Čeprav rečemo, ne, malo je isto, malo pa tudi ne. Ampak je tudi, ne, tisto, kar bi, ne, in to je, bi rekel, ne, tisto, ne, te stvari, skupinsko delo, ki se je poznalo tudi v skupnostnem delu. O tem smo danes mogoče malo premalo govorili. Ne, rečemo, ne, to, kar smo se igrali na Bratovžovi ploščadi, ne sam Črni mrav, ne, to, kar smo rečemo delali za Bežigradom, ne, to, kar so nas rečemo, ne, tudi ne, ko je bil potres v Posočju, ne, so nas poklicali tja, ne, zato, ker smo imeli to tehnologijo, ne, da lahko rečemo, ne, nekaj znamo narediti po eni taki katastrofi in rečemo tudi na ta, ne, ker potres niso samo razrušene hiše, ampak ne, so tudi, ne, natrgane vezi in tako dalje in tako naprej. Ne. Tisto, kar se mi zdi, no, to, ne, te stvari so nekje, ne, sinteza, ki smo jo skupaj ustvarjali, kjer si ti bil zelo, ne, pivotski člen, in ki je, bi rekel, pravzaprav nekje v tem smislu nostalgije, ne, domotožja, tudi nek vrste dom slovenskega socialnega dela. Ne. In rečemo, ne, tudi če rečemo, ne, nekak dom, ne, v tem, ne, je mogoče dobro vedeti,
ne, kje je, ne, ali pa ne, tudi če se ne bomo vrnili, da vemo, odkot smo prišli. Tako.